Hvala lepa in lep pozdrav. Feldmaršal Radetzky je ime, ki ga verjetno pozna večina od nas. Če že ne zgodovinskega stališča, torej kot avstrijskega vojskovodjo, pa zagotovo po znameniti Radetzkyjevi koračnici, ki jo je leta 1848 napisal Johann Strauss starejši v spomin na Radetzkyjevo zmagovito bitko pri Kustoci in ki jo, če ne drugače, vsako leto poslušamo na novoletnem koncertu Dunajskih filharmonikov. Predvsej manj znano pa je dejstvo, da je bil Radetzky v preteklosti tesno povezan tudi z današnjim slovenskim prostorom. Zlasti v tujini o tem vedo zelo malo oziroma praktično nič. Leta 1807 je namreč postal graščak v Tržiču, potem ko mu je njegova tašča, ki je bila iz rodu Torjaških Auerspergov, prodala tržiški grad. V Tržiču je približno 10 let skušal umno gospodariti, dokler ni zašel takšne dolgove, da je moral grad in posest prodati. Približno 30 let zatem je v njegove roke prišel še en grad na Kranjskem, to je bil dvorec Tivoli, ki mu ga je podaril cesar Franc Jožef za vse njegove vojaške zmage. Radetzky je takrat postal tudi častni meščan Ljubljane. Radetzkyja so zelo častili že za časa življenja, še bolj pa po njegovi smrti. Okoli njega se je spletel pravi kult osebnosti. Tudi Slovenci pri občudovanju njegove osebnosti nismo bili nobena izjema. Radetzkyjega smo slavili po eni strani kot očetovski lik, ki naj bi bil kot Slovan posebej naklonjen slovenskim vojakom, po drugi strani pa tudi zaradi njegove že omenjene osebne prisotnosti v slovenskem prostoru. Nenazadnje o veliki Radetzkyjevi priljubljenosti med Slovenci priča tudi dejstvo, da je imel v Ljubljani kar 2 spomenika. Kmalu po njegovi smrti so mu Ljubljančani v parku Zvezda postavili doprsni kip, ki mu je 2 desetletji pozneje sledil še celopostavni spomenik pred Tivolskim gradom. Gre za prva javna spomenika neki zgodovinske osebnosti v Ljubljani. Tako je imel Radetzky na Slovenskem kar 2 spomenika, kar je bilo res izjemno, zlasti če upoštevamo dejstvo, da je imel celotni monarhiji le 4 spomenike, po enega na Dunaju, v Pragi in 2 v Ljubljani. Dobro desetletje za postavitvijo drugega kipa je Ljubljana dobila še ulico, imenovano po Radeckem, tako imenovano Radetzkega cesto. Tudi znamenita Radetzkyjeva koračnica je imela v slovenskem prostoru vse do razpada monarhije pomen himne, saj so jo na slavnostnih prireditvah državnega pomena in vojaških paradah izvajali skupaj s cesarsko himno. Šele z razpadom monarhije po koncu Prve svetovne vojne je koračnica izgubila značaj slavilne in domoljubne skladbe, takrat sta čez noč izginila tudi oba ljubljanska spomenika, Radetzkega cesto pa so poimenovali v Vidovdansko cesto. Radetzky, ki je v monarhiji veljal za našega junaka, ki je branil skupno domovino in simbolno povezoval veliko multietično državno tvorbo, je tako po letu 1918 skoraj popolnoma izginil iz kolektivnega spomina Slovencev. Čez noč je postal tujec, del režima, ki je obveljal za zatiralca slovenskih narodnih teženj in kot takšen ni imel kaj iskati v prečiščeni slovenski nacionalni zgodovini. Skupaj s Habsburžani in drugo po nacionalnih merilih neslovensko ikonografijo nekdanje skupne države je utonil v pozabo. Šele v zadnjih letih se spomin nanj ponovno oživlja, še najbolj v Tržiču, kjer sicer nikoli ni povsem zamrl. Spomin na Radetzkyjega in na njegovo prisotnost v slovenskem prostoru smo obudili tudi na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa. 250. obletnica njegovega rojstva, ki je bila lani novembra, je bila več kot primerna priložnost za to. Radetzkyjega smo se tako najprej spomnili na enodnevnem simpoziju in na to še s pričujočo monografijo, ki z več vidikov razkriva povezave med Radetzkym in Slovenci. V knjigi najdemo 9 prispevkov, ki poleg Radetzkyjevega življenja, družine in vojaške kariere predstavljajo še njegovo delovanje v Tržiču in Ljubljani ter ohranjanje oziroma neohranjanje spomina nanj. Kot avtorji so poleg moje malenkosti sodelovali še Miha Šimac, ki je napisal 2 prispevka, Jana Babšek, Mojca Štuhec, Ines Unetič, Bojan Knific, Janez Polajner in Nataša Cigoj Krstulovič. Radetzky se je tako z monografijo na svojstven način ponovno vrnil med Slovence, med katerimi je nekoč že igral pomembno vlogo.